Najlepša hvala za to predstavitev in pa za možnost, da tudi z tega mesta predstavim rezultate naše raziskovalne skupine. Dostikrat me kdo vpraša, kaj pravzaprav vi sploh počnete raziskovalno. Takšen hiter odgovor je, da proučujemo molekularne mehanizme življenja na celičnem nivoju. Takoj naslednje vprašanje je, pa veste sploh, kaj je življenje. No, tukaj je pa seveda potem odgovor mnogo bolj kompleksen. Zdaj lahko seveda odgovorimo filozofsko, lahko v stilu, da se življenje začne, ko pogine pes in grejo otroci od hiše, no, ampak tisti biokemijski, no, bolj biokemijska razlaga, kar povem seveda tudi mojim študentom, je pa to, da je kriterij za živo, da živo bitje lahko sprejema energijo iz okolice, da odgovori na spremembe v okolju, da ima sposobnost rasti, sposobnost spreminjanja, sposobnost reprodukcije. Norman Horowitz je to zelo lepo podal samo v 3 besedah. Replikacija, kataliza, mutabilnost. No, ampak tudi pri tem me študenti včasih ujamajo na levi nogi, kot se temu reče, in rečejo, ja, mula, a je živo bitje, a se lahko reproducira, ne more se, ne? Ali pa kristali se reproducirajo, če vržemo enega v nasičeno raztopino, pa težko rečemo, da je živo bitje. Kaj je živo, je pravzaprav stvar definicije. Moje vprašanje potem študentom je, katere so pa tiste molekule, ki so najbolj značilne za življenje. Odgovora sta ponovadi 2. Prvi, voda, drugi, DNK. Voda je nesporno zelo pomembna za življenje na tem našem planetu, vendar voda sama brez drugih molekul še ne zagotavlja živega, čeprav nekateri poznajo tudi živo vodo. No, DNK je seveda tudi zelo pomembna, se je nosilka dedne informacije, ampak sama DNK ne upravlja pravzaprav prav nobene funkcije v celici. No in šele, ko se ta informacija, ki jo kodira DNK, prevede do proteinov, pravzaprav dobimo življenje. Proteini so tiste molekule, ki so, tako rečemo, najbolj povezane z mehanizmi življenja v celici, saj zagotavljajo funkcije, različne funkcije v celici, metabolizem, sintezo, razgradnjo biomolekul, shranjevanje, transport, signaliziranje, celično komunikacijo. In lahko rečemo, da je pomemben kriterij za živo sposobnost prenosa informacije od DNA do proteinov. Virusi, ki te sposobnosti nimajo, ne moramo reči, da so živa bitja. Zdaj proteini v celici nastajajo, ampak se pa tudi razgrajujejo. V bistvu je ta njihova razgradnja se tako pomembna kot njihov nastanek. Če se ne bi razgrajevali, bi se kopičili, to bi delovali toksično na celico, celica bi propadla, po drugi strani ne bi bilo zadosti spet aminokislin za novo sintezo novih proteinov. No, ta razgradnja proteinov pa seveda ni tako enostavna. Če hočemo razgraditi nek protein, vemo, da moramo uporabiti zelo rigorozne pogoje. Naprimer 6-molarno HCl, 110 stopinj, mislim, da 24 ur je ena taka, so tipični pogoji za hidrolizo, če res želimo dobiti posamezne aminokisline. Tega si seveda celice ne morejo privoščiti in zato se uporabljajo katalizatorje. Biokatalizatorje, ki jim pravimo proteolizni encimi. Te proteolizni encimi seveda so sposobni potem razgradnje te peptidne vezi, peptidne vezi, ki je zelo močna vez, pri teh milih pogojih, ki veljajo v sami celici. Zdaj, te proteaze so različne. Lahko razgrajujejo to peptidno vez na konceh, lahko jo razgrajujejo na sredini polipeptidne verige, na en koncu, kakorkoli. Različne skupine teh proteaz poznamo. No in te proteaze pravimo, da sestavljajo tako imenovani človeški degradoti, celotno mašinerijo, ki je odgovorna za razgradnjo proteinov. In kot vidite na tej sliki, je več kot 550 človeških genov kodira za te različne proteaze. Zakaj tako veliko število? Zakaj je bila narava tukaj pravzaprav zelo razsipna
in je zauzela velik del človeškega genoma samo zato, da kodira neke encime, ki potem razgrajujejo peptidno vez. Predvsem zaradi tega, da je s tem lažja regulacija in kontrola njihovega delovanja. Posamezen proteolizni encim razgrajuje samo nekatere peptidne vezi, razgrajuje samo nekatere proteine in predstavljamo si lahko, če bi imeli samo eno proteazo za vse te razgradnje. Če bi ušla izpod nadzora, potem bi bila tukaj zelo hitro katastrofa, ne samo za celico, verjetno tudi za tkiva in za celoten organizem. Zdaj te proteaze seveda razdelimo na različne katalitske mehanizme, ki jih uporabljajo za to cepitev peptidne vezi, razdelimo jih seveda tudi glede na to, kje se nahajajo, bodi se v citoplazmi, lahko se nahajajo zunaj celice, lahko so membranske, no lahko se nahajajo tudi v posebnih veziklih, ki jim pravimo endosomi ali pa lizosomi. To pomeni, te proteaze so še posebej ogrejene, zaprte v neko kletko, kar pomeni, da so lahko nevarne za to svojo okolico in razgrajujejo seveda samo tiste proteine, ki vstopijo v te endosome ali lizosome. Včeraj na predavanju smo slišali, da to lahko poteka s procesom autofagije. Proteinske molekule lahko vstopajo v lizosome, tudi s endocitozo, s fagocitozo in se seveda potem razgrajujejo znotraj teh lizosomov. V normalnih celicah seveda so te proteaze res spakirane samo znotraj lizosomov. Tukaj le vidimo eno elektronsko sliko elektronske mikroskopije, kjer so ti delci zlata značilni za prisotnost ene od proteaz za katepsin B v teh lizosomih. V drugih veziklih, recimo jedru, mitohondrije in tako naprej, ne opazimo seveda nobenega zrna, to pomeni, tam ni tega encima. No, zavedati se moramo, da so te vezikli seveda ne plavajo prosto v celični citoplazmi, ampak so vpeti v celični citoskelet. Na tej spodnji sliki lahko vidimo ta aktinska vlakna, ki seveda pripenjajo na nek način te lizosome, spet ta ista proteaza, katepsin B je označen seveda z takim fluorescenčnim barvilom in se nahaja v teh veziklih ob seveda celičnem jedru. No, mi smo se seveda sfokusirali na te lizosomske proteaze, pa tudi znotraj teh lizosomskih proteaz samo na eno skupino, to je skupino tako imenovanih lizosomskih cisteinskih proteaz, tistih, ki uporabljajo za razgradnjo peptidne vezi, za nukleotidni napad na karbonilni C-atom, aminokislino cistein oziroma tiolno skupino, ki se aktivira v tej aminokislini in seveda ta aminokislina se nahaja v aktivnem žepu teh cisteinskih proteaz. Teh cisteinskih lizosomskih proteaz je 11, seveda so pomembne v mnogih fizioloških procesih. Zdaj danes bom govoril predvsem o dveh cisteinskih proteazah, lizosomskih cisteinskih proteazah, o katepsinu B in katepsinu X, ki sta si po svoji strukturi seveda zelo podobni, imata pa zelo različne funkcije. No, najprej nekaj več o katepsinu B. Zdaj, katepsin B je bil odkrit med prvimi lizosomskimi cisteinskimi katepsini, sestavljen je seveda kot ostali katepsini ali pa neko večina iz dveh domen, s tole vmesno režo z aktivnim mestom, v katerem se nahaja katalitična triada, poleg seveda cisteina, še histidin in asparagin, ki seveda vse skupaj sodelujejo pri, kot sem že rekel, aktivaciji te tiolne skupine za nukleofidni napad na peptidno vez. Posebnost tega encima je, da deluje kot endopeptidaza in kot eksopeptidaza. To pomeni, da lahko razgradi peptidne vezi znotraj polipeptidne verige ali pa na koncu. Katepsin B deluje kot karboksipeptidaza. To pomeni, da odcepi aminokisline na C koncu polipeptidne verige. Zdaj, to, kako bo deloval katepsin B, opredeli en takšen strukturni element, ki se mu reče zaporna zanka. Tukaj ga vidimo, zeleno označen, in zdaj ta zaporna zanka je gibljiva in lahko seveda zavzame več različnih konformacij. V tako imenovani zaprti konformaciji, ki jo vidimo na tej sliki,
to zaporno zanko povezujeta z ostalim telesom encima, v bistvu dva solna mostička, kombinacija to v bistvu elektrostatskih in vodikovih vezi. No in na ta način seveda onemogoči taka konformacija vstop daljših proteinskih substratov v aktivno mesto. Lahko pa vstopajo v to aktivno mesto substrati, proteini s C koncem in seveda taka konformacija je značilna za tako imenovano karboksipeptidazno, dipeptidazno aktivnost katepsina B. Ta aktivnost se pojavlja pri pH vrednostih okoli 5, kar to je značilno naprimer za lizosomsko okolje. No in taka encimska aktivnost je značilna fiziološka aktivnost katepsina B. Druga konformacija pa je tako imenovana odprta konformacija katepsina B. Tukaj lahko vidimo, da se je v bistvu ta zaporna zanka odmaknila od aktivnega mesta. Seveda taka konformacija omogoča vstop proteinskih substratov v aktivno mesto in taka konformacija kaže endopeptidazno aktivnost. Značilna je seveda pri višjih pH vrednostih, v endosomih ali na membransko vezanem katepsinu B ali pri zunajceličnem katepsinu B. No in značilno je seveda, da taka konformacija razgrajuje različne proteine, tudi proteine tako imenovanega zunajceličnega matriksa, naprimer različne tipe kolagena, laminin, fibronektin, proteoglikani in seveda tudi še nekatere druge proteine. No in taka aktivnost je pa značilna patofiziološka aktivnost udeležena v različnih bolezenskih stanjih. Delovanje katepsina B je torej lahko fiziološko, tem je seveda udeležen skupaj z ostalimi katepsini in drugimi encimi pri proteinskem katabolizmu v lizosomih, tudi endosomih, ima tudi nekatere bolj specifične fiziološke funkcije, naprimer sproščanje tiroidnih hormonov, resorpcija kosti, antigensko procesiranje v antigen predstavitvenih celicah, sodeluje pri celjenju ran in seveda še mnogih drugih fizioloških procesih. No, patofiziološka aktivnost katepsina B smo pa rekli, da je povezana z njegovo endopeptidazno aktivnostjo, seveda je zelo značilna za tumorsko invazijo in metastaziranje, pa tudi za recimo remodulacijo hrustanca pri artritisu. Katepsin B deluje tudi kot beta sekretaza, naprimer pri Alzheimerjevi bolezni, pri pankreatitisu, mišični distrofiji, remodulacija tkiv, naprimer zelo pomembna in tudi tam ima katepsin B svojo vlogo. No, če zdaj grem malo bolj podrobno na rak, kjer je vloga katepsina B bila še najbolj študirana tudi strani naše skupine, potem je tisto, kar prvo pade v oči, da imajo tumorji zelo, zelo povečano izražanje in proteinsko koncentracijo katepsina B v primerjavi naprimer z okoliškim kontrolnim tkivom. Še bolj se poveča v bistvu aktivnost tega katepsina B. To pomeni, da ne samo povečano izražanje, pride seveda tudi do neke porušene kontrole same aktivnosti. No, na levi strani vidimo nek prerez tumorskega tkiva, raka dojke, s takšnim velikim delom tega tumorskega tkiva in prisotnost pa seveda z manjšimi otočki tumorskih celic pri tem duktalnem raku in rjava barva pravzaprav kaže, kje je prisoten katepsin B. Tukaj smo ga označili seveda s protitelesi, na katera smo vezali hrenovo peroksidazo in substrat za hrenovo peroksidazo, diaminobenzidin, seveda se obarva rjavo, kar nam je potem znak prisotnosti katepsina B. In tisto, kar še najbolj pade v oči, da je največ tega katepsina B pri tem invazivnem robu med netumorskim tkivom in pa tumorskim tkivom, kar pomeni, da je katepsin B udeležen pravzaprav pri teh invazivnih procesih, kjer prihaja do razgradnje tega okoliškega tkiva, kar je seveda zelo pomembno, če hoče tumor rast, se mora izboriti ta prostor, če hočejo tumorske celice invadirati, si morajo ravno tako izboriti prostor in tukaj v bistvu je ta vloga endopeptidazne aktivnosti katepsina B zelo pomembna. Kaj se pravzaprav dogaja v tumorskih celicah?
Prvič, seveda se ta katepsin B povišano izraža, drugič, ne transportira se od endoplazmskega retikuluma preko Golgija samo v endosome in lizosome, kar je v bistvu normalna pot, ampak se tudi povečano izloča iz celic. No in ta zunaj celični ali pa membransko vezan katepsin B, oziroma izloča se lahko kot prokatepsin ali pa večinoma kot protokatepsin B, ki se potem aktivira z drugimi proteazami, sodeluje v tako imenovani proteolitski kaskadi, to pomeni aktivaciji ostalih proteoliznih encimov, ki tudi sodelujejo pri razgradnji zunajceličnega matriksa in seveda to potem povzroči prav to invazivnost teh ali pa migracijo, naprimer, teh tumorskih celic. Zdaj, kaj je ta proteolitska kaskada? V tej proteolitski kaskadi sodelujejo praktično proteaze vseh teh poznanih razredov, seveda katepsin B spada med cistelinske proteaze, katepsin B aktivira ali pa lahko aktivira plazminogenski aktivator iz njegove prekurzorske oblike. Aktiven plazminogenski aktivator aktivira plazmin, plazmin pa je zelo močan aktivator metaloproteaz, ki so tiste prave eksekucijske proteaze pri razgradnji zunajceličnega matriksa. No, tisto, kar smo seveda potrdili že kar nekaj let nazaj, pa je to, da se ta zunajcelični matriks razgrajuje lahko zunaj celice, lahko pa tudi znotraj celice in da pri teh obeh procesih katepsin B, da je zelo močno udeležen. Tukaj vidimo na levi strani eno, lahko rečem, našo modelno celično linijo MCF10-NEOT, ki je sicer transformirana celična linija, ampak zelo dobro pa ponazarja fenotip agresivnih tumorskih celic raka dojke. To zeleno so razgradni produkti kolagena, ena od komponent zunajceličnega matriksa. Ta je označen s fluorescenčnim barvilom, ko se razgradi, seveda se ta fluorescenca poveča in vidimo lahko, da je večina te fluorescence prisotna znotraj celice, v vezikli, v lizosomih, seveda en del tudi zunaj teh celic. No in če to kolokaliziramo z aktivnostjo katepsina B, razgradnjo tega krezil-violičnega substrata, produkti seveda so spet fluorescenčni, no, lahko potrdimo, da je ta kolokalizacija znotraj celic spet v teh lizosomih, seveda čeprav smo to naredili na drugi celični liniji, to je za celice HUVEC. Zdaj med različnimi celicami seveda je ta razlika med zunaj in znotraj celično razgradnjo nekoliko drugačna. Tako da lahko rečemo, poleg seveda tiste zunaj celične frakcije je tudi znotraj celična frakcija katepsina B pomembna za razgradnjo tega zunajceličnega matriksa, ki se seveda delno razgrajen internalizira v celico in transportira v lizosom. Poleg teh dveh frakcij je zelo pomembna tudi tista frakcija katepsina B, ki pa jo prispevajo tako imenovane celice strome, bodisi okoliške celice, predvsem pa so to infiltrirane imunske celice, ki dosežejo v bistvu to tumorsko tkivo, no in znano je, da nekatere od teh celic izločajo kar precej katepsina B po interakciji s temi tumorskimi celicami. Predvsem celice naravne imunosti, med njimi monociti in makrofagi so predvsem tisti, ki so najbolj agresivni, zelo hitro dosežejo to tumorsko maso. Seveda z namenom, da bi jo eliminirali, da prepoznajo seveda kot tujek in v prvi fazi dejansko odstranijo lahko tumorske celice z indukcijo apoptoze, fagocitoze, sproščajo amiloidogene dejavnike, ampak zelo hitro se ta prva faza prevesi v drugo fazo, ko pa te infiltrirane imunske celice začnejo sproščati proteaze, katepsin B tudi, inducirajo proliferacijo, aktivirajo angiogenezo in tako naprej. To pa pomeni, pomagajo pravzaprav tumorskim celicam pri tem invazivnem procesu napredovanja raka. Zelo bolj podrobno seveda smo študirali to vlogo katepsina B v teh tumorskih celic, v teh imunskih celicah, predvsem v makrofagih. No, tukaj imam v bistvu slike teh makrofagov v 3D modelu, seveda malo drugače potem, to zgleda, vidimo, da je ta makrofag sestavljen iz mnogo podosomov, izrastkov, ki pravzaprav omogočajo njegovo penetracijo v različna tkiva.
No in potrdili smo, da je predvsem v teh izrastkih in za v bistvu migracijo teh makrofagov zelo pomemben prav katepsin B. Tukaj na tej srednji sliki lahko vidimo, da je spet seveda ta razgradni produkt specifičnega substrata prisoten seveda večinoma ali pa v zelo veliki meri na konceh teh podosomov. Dokazali smo seveda tudi, da katepsin B seveda iz tega osrednjega dela celice potuje po teh podosomih v bistvu vezikularno, to pomeni posamezni te vezikli, lizosomi se pomikajo v bistvu proti koncu teh podosomov in na koncu se seveda lahko tudi izločijo iz teh makrofagov in seveda prispevajo k temu invazivnostnemu potencialu. No, katepsin B smo dokazali kot močan, lahko rečemo, tumorski kazalec v mnogih kliničnih študijah, ne samo mi, tudi mnogi drugi raziskovalci. Tudi to je bila v bistvu ena od naših glavnih aktivnosti pred leti na tem področju. No in katepsin B se je pokazal, pomeni njegove koncentracije, njegovi nivoji, kot zelo dober prognostični kazalec pri raku. Posebno smo to dokazali pri raku možganov, raku dojke, pljučnem raku in črevesnem raku. V vseh teh, rekel, res velikem številu študij, ki smo jih mi in tudi ostali naredili, se je izkazalo, da je povišena vrednost katepsina B kazalec za slabo prognozo, za večjo rizičnost, bodisi za ponovitev bolezni ali za smrt, kar je lahko seveda zelo pomemben podatek onkologu, zdravniku, da seveda uporabi primerno terapijo pri posameznem pacientu. No, če je v bistvu katepsin B tako pomembno udeležen v tem tumorskem procesu, potem seveda je lahko primerna tarča tudi za načrtovanje protitumorske terapije. Pravimo, ali pa v farmacevtskem jeziku bi rekli, da je katepsin B validirana tarča za razvoj recimo novih zaviralcev, inhibitorjev kot protitumorskih zdravil. Ampak v bistvu inhibitorji, zaviralci se nahajajo seveda tudi v našem telesu. Zdaj, te endogeni inhibitorji so različni, najbolj pomembni so cistatini, poznamo tudi tiropine, tudi alfa-2 makroglobuline, inhibitor cistenskih proteaz in tista značilni profil, ki ga lahko najdemo seveda v tumorjih, je ta, da seveda se vsebnost seveda proteaz in aktivnost močno poveča, temu pa seveda ne sledijo inhibitorji. Njihovi nivoji se ne povečajo, v nekaterih primerah se celo zmanjšajo in to seveda potem zruši to proteolitsko ravnotežje v tumorjih. Zdaj, cistatini so najbolj pomembni, te endogeni inhibitorji cistenskih proteaz. Vsi verjetno poznamo stafine in cistatine v ožjem pomenu kot družino. Obstajajo seveda tudi še druge družine, ki so nekoliko bolj kompleksne. Vidimo pa lahko, da je v bistvu samo 24 genov, ki kodira človeške cistatine. Genov za cisteinske proteaze je preko 140, prej sem pa že omenil zelo veliko število genov za vse proteaze. Kar pomeni, da je tukaj seveda pa bila narava bolj varčna pri tem številu genov. Ampak razlaga je pa v tem, da so cistatini, predvsem lahko rečemo, urgentni inhibitorji. To pomeni, takoj seveda vežejo sproščene proteaze, bodisi iz lizosomov, bodisi iz celic in tvorijo močne komplekse, ki se potem odstranijo. In v tem primeru seveda ni toliko pomembno, da imamo za eno proteazo en specifičen inhibitor, isto seveda se lahko doseže, če je inhibitor nespecifičen in blokira ostale proteaze. No, jaz sem se seveda s uporabo, bom rekel, cistatinov v terapiji srečal že na svojem začetku, na začetku kariere, davnega leta 1982, na takratnem odseku za biokemijo na našem inštitutu. No in Vito je predlagal, da bi izoliral cistatin, kokošji cistatin, seveda takrat rekombinantnih proteinov še nismo znali proizvajati, in sicer v veliki količini. V taki količini, da bi ga lahko uporabili v nekem prašičjem testnem modelu sepse, ki so ga razvili kolegi v Münchnu. No in ta izolacija je bila res
lahko rečem, na veliki skali in kakšni se še spominjate stranskih produktov, to so bili rumenjaki, ker izolirali smo ta cistatin iz beljakov, no in od takrat naprej jaz ne moram več piti jajčnega likerja ali pa bombardina. Ne. No, to zadostno, mislim, da je 2 grama smo rabili tega proteina. Tudi še danes, tudi pri rekombinantnih proteinih, tudi ni kar tako enostavno dosežiti. No in to smo seveda potem poslali v München in kolegi so to testirali na svojih modelih, ampak zadeva ni bila ravno uspešna, zato ker je ta cistatin vseboval preveliko količino endotoksinov, seveda nismo mogli zagotoviti popolno aseptičnih pogojev te naše izolacije in ta eksperiment je na nek način propadel, ampak tista stranski rezultat tega je bila pa struktura, pravzaprav kompleksa med papalinom, tudi cisteinsko proteazo in potem kokošjim cistatinom, ki jo je naredil Wolfram Bode na Max Planck inštitutu. No in ta struktura je še danes osnovni model, lahko rečemo, interakcij med inhibitorji in pa cisteinskimi proteazami. No, ampak tudi, če ne bi imeli teh endotoksinov v tistem našem vzorcu, dvomim, da bi bili uspešni. Danes vemo, da so cistatini, da delujejo nespecifično in nespecifično bi delovali tudi v tem modelu sepse, inhibirali bi seveda mnoge cisteinske proteaze, ki niso povezane s tem patološkim stanjem in stranski učinki seveda so potem lahko veliki. Podobno je seveda, če bi uporabili te cistatine v protitumorski terapiji, lokalno bi sicer res zmanjšali lahko migracijo, adhezijo, invazijo tumorskih celic in tako naprej, ampak seveda vsaka sistemska uporaba teh cistatinov bi pa povzročila te stranske efekte. Naprimer, zmanjšali bi protitumorski imunski odziv, verjetno zmanjšali apoptozo in seveda še povzročili še vrsto drugih učinkov. Sklep seveda je ta, da taki inhibitorji, endogeni inhibitorji niso uporabni v protitumorski terapiji. No, kako zagotoviti specifičnost napram posamezni proteazi? To smo seveda hoteli narediti z uporabo tako imenovanih nevtralizacijskih ali inhibitornih monoklonskih protiteles. No, eno tako smo razvili seveda tudi v naši skupini, 2 smo ga poimenovali, kaj takšnega, kakšno hudo ime ni to. No in ugotovili smo seveda, da to monoklonsko protitelo deluje sicer inhibitorno, ampak veže pa pravzaprav neko mesto, epitop, ki je precej oddaljen od aktivnega mesta. Na koncu te zaporne zanke in kaj naredi, v bistvu stabilizira ta vezava, to zaporno zanko v zaprti konformaciji. No in na ta način v bistvu vezava tega monoklonskega protitelesa prepreči to endopeptidazno aktivnost katepsina B. To je pravzaprav tisto, kar smo želeli. Želeli smo, da katepsin B ohrani eksopeptidazno aktivnost, to pomeni fiziološko aktivnost, da pa seveda inhibiramo, preprečimo njegovo endopeptidazno aktivnost. No, to monoklonsko protitelo je dalo, lahko rečem, zelo lepe rezultate v in vitro študijah, inhibiralo je tumorsko invazijo, medtem potem, ko smo pa seveda naredili eksperimente na poskusnih živalih, Aki Krieger v Münchnu je to izvedel, pa seveda te učinki niso bili zadovoljivi. Razlog za to je seveda ta, da je to monoklonsko protitelo velika molekula, zdaj biološka dostopnost je s tem okrnjena, ne more priti v tkiva in v same celice in seveda zaradi tega tudi ni mogel izkazovati tistih učinkov, ki smo jih prikazovali. Tako da je ostala pravzaprav še tretji pristop, to je pa uporaba nizkomolekularnih proteaznih inhibitorjev. Teh nizkomolekularnih proteaznih inhibitorjev je bilo sintetiziranih, lahko rečem, že veliko število. Uporabljene so bile različne tehnike, naprimer izražanje na fagih, pa visoko zmogljive organske sinteze, rešetanje, potem se je v bistvu te raziskave so se bolj prevesle recimo v računalniško podprte pristope tega načrtovanja, no in v zadnjem času v tako imenovano virtualno rešetanje, kjer v bistvu strukturi tarč
prilegamo strukturo različnih molekul, majhnih molekul, no in potem seveda testiramo ali pa sintetiziramo samo tiste molekule, ki so izkazale dobro prileganje in tistim potem izbranim določimo na primer kinetične lastnosti in pa funkcionalnost. No, takšen pristop je na naši fakulteti razvil profesor Gobec in njegova skupina in uporabili smo ga tudi za pripravo novih inhibitorjev katepsina B. Zdaj, nekateri inhibitorji, proteazni inhibitorji se seveda že uporabljajo v terapiji, naprimer najbolj recimo, so pomembni inhibitorji angiotensin konvertaze, uporablja se inhibitor HIV proteaze za zdravljenje AIDS-a, pa inhibitor trombina pri zdravljenju tromboze, tripsina, pankreatitisu. Pri zdravljenju raka se uporablja do sedaj samo en proteazni inhibitor in to je tale bortezomib za inhibicijo proteosomske aktivnosti. Proteosom deluje v celičnem citosolu. No, letos prihaja v bistvu na klinično rabo tudi inhibitor katepsina K, odenacetib. Tukaj lahko vidite to njegovo strukturo. Zanimivo je, da ima v bistvu tukaj eno tako ciano skupino in za to ciano skupino, ta ciano skupina naj bi v bistvu interagirala s tiolno skupino cisteina v aktivnem mestu in tvorila tako imenovano reverzibilno kovalentno vez, ki v bistvu še dodatno ojača to stabilnost tega kompleksa med inhibitorjem in pa proteazo. Zakaj ni več proteaznih inhibitorjev vključenih v zdravljenje raka? Vzrokov je več, prej sem omenil že pri cistatinih, nespecifičnost. Ta nespecifičnost se je izkazala kot nekaj zelo slabega pri testiranju inhibitorjev metaloproteaz, vatimastata, marimastata. Te študije so propadle v klinični fazi 2 in vrgle zelo slabo luč, bom rekel, na proteazne inhibitorje. Zdaj, drugi problem je reverzibilnost, kar nekaj inhibitorjev, tudi katepsina B, med njimi CA074, je poznanih, ki so dokaj, bom rekel, selektivni ali pa specifični, so pa irreverzibilni inhibitorji. To pa pomeni, da omogočajo zelo ozko terapevtsko okno, naprimer, za njihovo uporabo. Čim povečamo, naprimer, njihovo koncentracijo, vežejo druge nespecifične tarče in seveda spet imamo lahko hude probleme s stranskimi učinki. Torej, reverzibilnost je pomembna, ki jo želimo slediti. Pomembno je seveda tudi zagotoviti lokalizacijo delovanja tega novega inhibitorja. To pomeni le tam, kjer pride do tega patološkega delovanja posamezne proteaze, ne pa seveda, da bi inhibitor motil, inhibiral seveda tudi druge procese. Torej, poleg tistih ADM, ET, znanih karakteristik, ki jih morajo nove učinkovine jim ustrezati, lahko rečemo tudi SRL, specifičnost, reverzibilnost in lokalizacija je pri tem pomembna. No, s tem pristopom smo seveda našli kar nekaj takih potencialnih učinkovin kot inhibitorjev katepsina B. Najbolj obetavna je tale, ki jo vidite na tej sliki, nitroksolin. Ta je precej selektiven. Tisto, kar je pomembno, selektiven je na endo- in eksopeptidazno aktivnost katepsina B. Selektiven je tudi napram ostalim katepsinom. No in ta nitroksolin je antibiotik, ki se že uporablja za zdravljenje infekcij urinarnega trakta, kar pomeni, da so njegove farmakokinetične, farmakodinamične lastnosti ugodne in da jih ni treba več preverjati. No, nitroksolin je seveda zelo uspešno zavrl tumorsko invazijo v tako imenovanem 2D modelu Boydenovih kamric, pa tudi v 3D modelu, kjer smo pravzaprav simulirali majhne tumorje v tem zunajceličnem matriksu, v matrigelu. In tukaj vidite zelo nazorno, kako se te izrastki, ki so značilni za invazivnost teh tumorskih celic, pravzaprav jih ni več, če smo take majhne tumorje, steroide, tretirali z nitroksolinom. No, še bolj smo bili veseli, pravzaprav in vivo rezultatov. Tukaj uporabili smo 2 mišja modela. LPB, fibrosarkomski mišji model, je pokazal veliko učinkovitost
tega nitroksolina, predvsem v tako imenovani avaskularni fazi. To pomeni, ko so tumori še toliko majhni, da še ne tvorijo lastnega ožilja. No, zelo dober učinek seveda se je izkazal tudi v tem transgenem mišjem modelu raka dojke, ki izraža onkogen PIMT. Tukaj pride do spontanega tvorbe tumorjev in metastaz. No, tukaj je seveda ta nitroksolin zavrl rast tumorjev in kar je pokazal pred kratkim tudi Miha Butinar, da seveda zavre tudi metastaziranje v tem mišjem modelu. Zdaj, rezultati so bili tukaj res, lahko rečem, presenetljivo dobri za tako stopnjo tega razvoja teh inhibitorjev. Delno jih povezujemo tudi s tem, da nitroksolin inaktivira tudi dva druga encima, in sicer metionin, aminopeptidazo 2 in sirtuin, ki sta udeležena pri tumorski angiogenezi. In zelo verjetno je, da deluje v bistvu sinergistično na te tarče in temu primeren je seveda tudi učinek. No, nismo ostali samo pri tem. Za kompleks med nitroksolinom in pa katepsinom B seveda imamo tudi kristalno strukturo. Mihalenko v Dušanovi skupini, tukaj jo je razrešil in vidimo lahko, da je v bistvu tukaj ob vezavi nitroksolina v aktivno mesto še precej prostora na tem S1 mestu za dodatek kakšnih drugih skupin, ki bi še v bistvu lahko povečale to specifičnost in pa samo vezavo. No in tega se je lotil kolega Izidor Sosič na naši fakulteti, izoliral, sintetiziral je že kar res veliko število teh različnih derivatov. No, tukaj kažem enega, ki je zelo obetavan, ima spet podobno kot že prej inhibitor katepsina K, tole ciano skupino, no in ta se je tukaj tudi v tem primeru izkazala kot zelo ugodna. No, ampak vse lepo in prav, potem pridejo seveda tudi taki slabši rezultati, ali pa slabše informacije. Tisto, kar je problem pravzaprav pri proteazah, je njihovo, lahko rečemo, podvojeno delovanje. Če inaktiviramo eno proteazo, to pomeni, da se lahko poveča izražanje nekatere druge in da tista proteaza kompenzira v bistvu tiste funkcije, ki so značilne za tisto prvo. In točno to se je zgodilo pri katepsinu B. Olga Vasiljeva, da je bilo to v času postdoka v Freiburgu, v skupini Kristofa Petersa in Tomasa Reinhekla, so ugotovili, da v miših, ki so jim izbili gen za katepsin B, to pomeni, niso izražali katepsina B, da je prišlo do povečanega izražanja seveda druge cisteinske proteaze, ugotovili so, da je to katepsin X. To pomeni samo utišanje enega gena za katepsin B, ni popolno zavrlo invazivnosti in napredovanja raka, ampak do določene mere, po drugi strani pa seveda je povečalo izražanje druge proteaze, ki naj bi kompenzirala pravzaprav aktivnost katepsina B. No, potem čez nekaj let seveda je bilo potrjeno, da pa utišanje obeh genov za katepsin B in za katepsin X pa seveda zelo veliko bolje pravzaprav inaktivira ali pa zmanjša to invazivnost teh tumorskih celic. No, lahko bi rekel, tako v tašnem bolj slengu, da je katepsin X nekakšen backup za katepsin B. Ampak katepsin X deluje drugače. Za katepsin X vemo, da je samo karboksipeptidaza. To pomeni, cepi aminokisline samo na C koncu ne deluje tako kot katepsin B pri bolj neutralnem pH-ju kot endopeptidaza. Tudi ni tako razširjen v vseh celicah kot katepsin B, ampak se nahaja predvsem v imunskih celicah, tudi v nekaterih možganskih celicah, glia celicah, tudi v nekaterih tumorskih celicah, kjer pa predvsem to, če utišamo ali pa če je manj tega katepsina B, se njegovo izražanje poveča. Seveda njegove funkcije so najrazličnejše, ki so bile do zdaj raziskane. Najbolj pomembna je nedvomno regulacija imunskega odziva, vloga v nevrodegeneraciji, zdaj pri tumorjih, pri raku, seveda naj bi sodeloval pri tumorski invaziji, pri senescenci tumorskih celic, pri tako imenovanem epitelno-mezenhimskem prehodu, to je nek prehod recimo iz manj agresivnih, manj invazivnih
oblike fenotipa tumorskih celic v bolj agresivno. No, v zadnjih študijah tudi dokazujemo, da je lahko katepsin X tumorski kazalec za prognozo in predvsem odziv na kemoterapijo. To slednje se nam zdi zelo pomembno, ker na podlagi nivoja tega katepsina X lahko vemo, ali bo tisti pacient odgovoril na določeno kemoterapijo ali ne. No, že na začetku seveda je bilo potem vprašanje, kaj pa je funkcija, kakšen je molekularni mehanizem, ki povezuje v bistvu ta katepsin X z rakom in drugimi tudi boleznimi. No, in to so povezali z prisotnostjo tega RGD motiva v proregiji katepsina X. Ta RGD motiv je pa seveda tipičen za vezavo na integrinske, določene integrinske receptorje. Integrinski receptorji so heterodimeri, iz dveh podenot sestavljeni in zelo pomembni, naprimer za celično signaliziranje, za adhezijo, za migracijo tudi in tako naprej. No, ta RGD motiv se seveda veže na določene integrinske receptorje, predvsem na tale, naprimer AB beta 3, tudi na določeni beta 1 integrinske receptorje. Mi pa smo želeli v bistvu preveriti, ali je tudi enzimska aktivnost katepsina X karkoli vpletena pravzaprav v regulacijo delovanja integrinskih receptorjev. No, pri tem smo spet uporabili eno monoklonsko protitelo, nevtralizacijsko, tako, ki se je pa v tem primeru res usedlo v to aktivno mesto. No in na ta način smo lahko določali aktivno obliko katepsina X. In ugotovili smo, da seveda ta katepsin X pa interagira predvsem z beta 2 integrinskimi receptorji. No, najbolj pomembna od teh sta tale alfa M beta 2 in alfa L beta 2. Ta prvi je seveda prisoten predvsem v monocitih makrofagih, tudi dendritičnih celicah, drugi pa predvsem v limfocitih T. Kaj naredi katepsin X? Katepsin X odcepi 4 C-terminalne aminokisline v tem citozolnem repu beta verige. Ta citozolni rep je vezavno mesto za tako imenovane adaptorske proteine, talin, aktinidin, še nekaj drugih, tudi, ki so odgovorni seveda za to znotraj celično signaliziranje, odgovorni za remodulacijo celičnega citoskeleta, aktina, naprimer, po eni strani, po drugi strani pa določajo, ali se ta integrinski receptor nahaja v neaktivni ali aktivni obliki. Vezava talina je predvsem tista, ki preferira v bistvu to aktivno konformacijo aktina in pa seveda tudi signaliziranje, ki vodi potem do zelo, močne remodulacije, naprimer celičnega citoskeleta. Zdaj seveda to smo preverili najprej na MAC1 receptorju, ne bom kazal zdaj posameznih rezultatov. Ko smo utišali katepsin B, ko smo dodali inhibitorje, smo v bistvu na ta način regulirali njegove glavne funkcije, kot so adhezija celic, fagocitoza, zorenje, naprimer, adherentnih dendritičnih celic, regulacija imunskega odziva po infekciji s Helicobacter pylori, supresija limfocitov T. To so vse pomembne funkcije tega MAC1 receptorja, ki jih seveda katepsin X lahko regulira. Rezultate smo dobili, ko smo preučevali LFA1 receptor. Ta je prisoten predvsem v limfocitih T. No, spet seveda je katepsin X odcepil seveda 4 aminokisline, dokler seveda ni prišel do prolina na predzadnjem mestu, to zaustavi njegovo cepitev. In kaj se je dogajalo? Ko je odcepil prve 3 aminokisline, se je v bistvu spremenila ta afiniteta tega integrinskega receptorja, kar je bila posledica seveda preferenčne vezave aktinina, adaptorskega proteina, na mesto talina, na to mesto, na ta citosolni rep. Ko se je odcepila še nadaljna aminokislina, pa je spet seveda to preferiralo vezavo talina in spet seveda preferiralo to visoko afinitetno obliko tega integrinskega receptorja. To pomeni, da katepsin X lahko preklaplja iz manj aktivne v bolj aktivno obliko, lahko preklaplja iz recimo večje remodulacije citoskeleta v manjšo remodulacijo citoskeleta. To je pa seveda zelo pomembno za samo migracijo limfocitov. Tukaj le vidimo naprimer lokalizacijo LFA integrinskega receptorja in pa kolokalizacijo aktivne oblike LFA, in tukaj bi lahko potrdili, da se nahaja predvsem v 2 delih. V fokalnih adhezijah
in pa v uropodu. Oba ta dela sta zelo pomembna za seveda interakcijo, naprimer na ta zunajcelični matriks in omogočata seveda prilepljanje, odlepljanje, migracijo v bistvu teh limfocitov T. No, tukaj na sliki konfokalne mikroskopije vidite kolokalizacijo receptorja in katepsina X, seveda predvsem kolokalizacijo v teh prvih zametkih, teh podaljškov, teh uropodov. No, da smo to potrdili, smo v bistvu te limfocite T, smo v teh limfocitih T povečali izražanje katepsina X. Tukaj na desni strani te celice imajo povečano izražanje, na levi pa so kontrolne celice. No in kaj lahko vidimo? Te celice na levi strani sicer malo miletajo, odvisno od tega, kako je pripeljal avtobus tam po Aškarčevi cesti, to jih je malo zamajalo, no tukaj vidimo pa, da te celice pa veliko od njih seveda tvori te različne podaljške, te uropode, ki omogočajo njihovo migracijo in če jih potem sledimo, to migratorno pot posameznih celic, vidimo, da je razlika zelo očitna. Te so bile bolj ali manj na istem mestu, te tukaj pa seveda so naredile vsaka določeno pot. Zdaj, če je v bistvu ta aktivacija tega LFA1 receptorja permanentna, to pomeni, da je tega katepsina X veliko, to pomeni, da se odcepijo te C-konci, da se veže talin, potem je ta receptor v bistvu v takšnem permanentno vzbujenem stanju in to ne vodi samo do tvorbe uropodov, ampak do tvorbe celo daljših podaljškov, ki lahko povezujejo posamezne celice. Pravimo jim membranske nanocevke, posledice te prekomerne aktivacije LFA1 receptorja. No in tukaj vidite lahko, kako take celice, limfociti T, s povečanim izraženjem katepsina X dobesedno lahko povezljajo, tvorijo v bistvu te nanocevke, kontaktirajo v bistvu drugo. Zdaj, kaj pomeni? Te nanocevke seveda so bile odkrite pred kratkim, omogočajo pa pravzaprav prenos molekul, prenos materijala iz ene celice v drugo, ki do zdaj seveda nekako ni bil poznan. Zdaj v primeru limfocitov T to recimo omogoča, kaj povem, aktivacijo ene celice z drugo, brez v bistvu udeležbe imunske sinapse, brez udeležbe, naprimer, antigen predstavitvenih celic. Zdaj ta prenos ali pa ta tvorba teh nanocevk je lahko samo z ene celice v drugo, lahko je tudi to, kar vidimo tukaj na spodnji sliki, da obe celici začneta tvoriti te podaljške, ki se potem združijo. Ja, zdaj, kaj je potem vloga v tem backup mehanizmu pri raku tega katepsina X? Zdaj, naša hipoteza je bila, da pravzaprav te tumorske celice, ki so izgubile, naprimer, katepsin B, ki razgrajuje zunajcelični matriks in omogoča, pravimo temu mezenhimsko migracijo tumorskih celic, da se preklopijo v bistvu te tumorske celice v take, ki ne uporabljajo za migracijo razgradnje zunajceličnega matriksa, ampak migrirajo podobno kot limfociti T. No, to je seveda ena razlaga. Ampak za katepsin X smo seveda opazili tudi še, ali pa smo določili tudi še druge molekulske tarče, ne samo interinske receptorje. Ugotovili smo, naprimer, da katepsin X zmanjša preživetje in neuritogenezo v nevronskih celicah. No, tukaj imamo eno take nevronske celice, ki smo na tej desni strani, ki smo jim dodali inhibitor, to monoklonsko protitelo katepsina X, ali pa utišali izražanje katepsina X. Vidimo, da imajo mnogo več teh neuritov, teh podaljškov, ki so seveda zametek v bistvu te mreže, nevronske mreže, ki je seveda nujna za to delovanje tega sistema. No in spet vidimo, kako je prišlo do tega transporta, tega katepsina, spet vezikularnega, v konce teh neuritov, tukaj v bistvu te zeleni koščki, ki potujejo nekaj podobnega, kot smo ugotovili že v podosomih pri makrofagih. No, ugotovili smo, da v teh nevronskih celicah, da je tarča za delovanje katepsina X enolaza s proteomsko metodo, s 2D elektroforezo, uporabo seveda spet tega inhibitorja in seveda potem z analizo z masno spektroskopijo. To smo seveda potrdili potem tudi s kolokalizacijo.
No in katepsin X je v tem primeru odcepil 2 končni aminokislini na gamma-enolazi. Gamma-enolaza je encim, ki je pomemben pri glikolizi, ki ima seveda tudi encimsko mesto, vendar to encimsko mesto ni povezano z nekim preživetvenim signalom, ki ga gamma-enolaza tudi kaže. Pravimo, da ima nevrotropično aktivnost, da to mesto, drugo mesto, neencimsko mesto, omogoča preživetje in neuritogenezo. Vendar samo, če pride do translokacije te gamma-enolaze iz celične citoplazme, kjer se nahaja proti plazemski membrani. No in določili smo, da je v bistvu to translokacijo, da so za to translokacijo odgovorni proteini, ki jim pravimo sintrofini, ki vežejo tisti tarčni protein, ki ga morajo prenesti preko tako imenovanega PDZ vezavnega mesta in prav ta PDZ vezavno mesto se nahaja na tem C koncu gamma-enolaze. Če katepsin X to vezavno mesto razcepi, uniči, potem do te vezave ne pride, gamma-enolaza se ne more prenesti proti plazemski membrani in delovati neurotrofično. Tukaj vidimo v bistvu en dokaz, ki sta ga Anja, Nataša izvedle zelo elegantno, s hkratno koprecipitacijo s protitelesi proti sintrofinu in protitelesi proti gamma-enolazi. Ko ni bilo katepsina X, smo seveda koprecipitirali oba proteina ob katepsinu X, ki je pa seveda razgradil, to mesto vezave pa ne. No, še ena taka slika, kolokalizacija gamma-enolaze z markerjem za plazemsko membrano. Vidimo veliko, v bistvu ta kolokalizacija v membrani je zelo prisotna. Če pa smo seveda utišali gen za sintrofin, pa te kolokalizacije ni bilo. In pa še en dokaz, v bistvu, da je to res mehanizem, v bistvu kolokalizacija gamma-enolaze in pa sintrofina, gamma-1 sintrofina. Tudi v tem primeru vidimo, da je posebno v teh končičih, neuritih, ta kolokalizacija zelo prisotna. Spet, ko smo v tem primeru utišali katepsin X, ko smo ojačali v bistvu izražanje ali pa dodali katepsin X, do te kolokalizacije ni prišlo. Torej, gamma-enolaza se translocira s sintrofinom na plazemsko membrano, kjer se v bistvu interagira, bi lahko rekli, z glavnim receptorjem, ki omogoča signaliziranje nevronskega rastnega dejavnika v nevronskih celicah in v bistvu aktivira 2 signalizacijski poti, ki sta značilni za to signalizacijo in seveda povzroči podobne efekte, kot bi jih v bistvu nevronski rastni dejavnik. Interagira tudi to, smo dokazali, Anja, da interagira tudi z drugim receptorjem P75, ki pa vodi ponavadi bolj do apoptoze teh nevronskih celic, v tem primeru ima seveda ta gamma-enolaza protiapoptotsko zaščito, naprimer amiloid beta signalizira na tak način. No, tole je v bistvu dokaz, da to poteka tudi in vivo, bom malo zaključil. Vse 3 glavne molekule smo določili v bližini amiloidnih plakov v možganih miši ali pa miši, ki so nam služile kot model Alzheimerjeve bolezni, TG2576. No in potem seveda smo preverili, katera oblika gamma-enolaze je zdaj prisotna tukaj okrog teh amiloidnih plakov. Tista, ki je skrajšana ali tista, ki je intaktna in ki kaže to nevrotrofično aktivnost. Za tisto skrajšano obliko smo videli, da se nahaja v samih plakih, ki so seveda skupek nekih neaktivnih, lahko rečemo, proteinov in verjetno nima kakšne velike funkcije, medtem ko ta aktivna nevrotrofična se nahaja v celicah, ki obdajajo te plake in zelo verjetno hoče delovati nevroprotektivno. Ugotovili smo, da so te celice mikroglije, da te celice izločajo precejšnje količine te gamma-enolaze in da ta gamma-enolaza seveda lahko vstopa v nevronske celice in jih poskuša zaščititi. Seveda prisotnost tega plaka je velik stimulus za v bistvu izražanje in za izločanje te gamma-enolaze. No in dejansko res na celičnem modelu smo določili to nevroprotektivno vlogo gamma-enolaze
ob prisotnosti A-beta peptida, tega toksičnega peptida, so nevronske celice propadale, ko smo seveda dodali gamma-enolazo ali dolgi peptid, ki posnema v bistvu to aktivno mesto, smo celice zaščitili. Podobno smo jih lahko zaščitili, če smo uporabili gojišče celic mikroglije, ki smo te celice predhodno spet tretirali z tem alfa-A-beta proteinom, spet je prišlo do zaščitne vloge, ko smo dodali spet katepsin X, seveda se je preživetje spet zmanjšalo, podobno seveda se je pa dogajalo tudi z neuritogenezo. No, gamma-enolaza ali pa nevronska specifična enolaza je pomemben tumorski kazalec, ki se že dolgo časa uporablja in ima seveda pomembno vlogo pri napredovanju raka. To, ali je v bistvu ta skrajšana ali intaktna oblika prisotna v tumorjih, se pa ne ve, saj do sedaj ne. No in to nam je tudi seveda eden od izzivov, da to raziščemo, katera oblika je pravzaprav udeležena in kakšna seveda je tudi vloga katepsina X. Še en v bistvu protein smo našli kot tarčo, in sicer profilin 1, ki je znan tumorski supresor. Tudi v tem primeru katepsin X razgradi ta C konec tega proteina. To seveda vpliva na vezavo poliel-protein-ligandov, tudi še nekaterih drugih molekul, ki bodisi urejajo adhezijo ali pa modulirajo v bistvu celični citoskelet, aktin. No in če pride do te razgradnje, seveda profilin ne deluje več kot tumorski supresor, oziroma obratno, če dodamo inhibitorje katepsina X, potem zmanjšamo, kot lahko vidite v tem primeru, bodisi migracijo teh celic raka prostate, adhezijo ali invazijo. No, zdaj pa res čist pri koncu, če seveda v tem primeru se je pokazalo, pa v primeru seveda nevrodegenerativnih bolezni, da bi inhibitorji katepsina X lahko služili kot v terapevtske namene. Ampak tisto, kar je tudi tukaj pomembno, je pa tisti tretji del, lokalizacija. To lokalizacijo, da lokaliziramo njihovo delovanje samo na tisto mesto, kjer pride do tega patološkega delovanja, moramo pa imeti neke primerne dostavne sisteme. Mi smo seveda se veliko ukvarjali z polimernimi dostavnimi sistemi, nanodelci, takimi pametnimi, kjer smo kombinirali recimo na površini različne molekule, ki specifično prepoznavajo naprimer tumorske celice, znotraj seveda teh polimerov smo pa vklapljali inhibitorje. No, to je en takšen tipični primer enega takšnega nanodelca, ki vključuje seveda ta matriks z vključeno učinkovino. Če je ta biološko razgradljiv, se seveda ta učinkovina sprošča po določenem času. No, tukaj na svoji površini pa seveda vsebuje različne ligande, take seveda, ki potem najdejo tiste tarčne celice, pa seveda tudi take, ki zaščitijo v bistvu ta sistem pred imunskimi celicami, da je njegov očistek seveda manjši. No in primer, kako smo na takšnim sistemom ciljali lizosomski katepsin B, nam kaže v bistvu tale slika. Če smo uporabili seveda te protitelesa v tem primeru za to aktivno ciljanje, smo res ciljali samo tumorske, samo tiste agresivne tumorske celice. Če seveda tega aktivnega ciljanja ni bilo, na koncu so se ti nanodelci porazdelili v xenocitozo v vseh celicah. Kakšnih 20 let nazaj so si takole predstavljali, da bo nanoterapija izgledala. Majhni robotki, ki bodo prišli na mesto delovanja in potem tam sprostili tisto učinkovino, ki bo naredila svojo škodo. Zdaj stvar deluje danes, samo te robotki niso taki, kot so na tej sliki, ampak so v obliki takih sfer s pametnimi molekulami, lahko rečemo, na svoji površini. Zdaj bom pa končal, zahvalil bi se vsem, ki so karkoli sodelovali pri tem delu, ki sem ga predstavil, vsem mojim bivšim, zdajšnjim, mladim raziskovalcem, diplomantom, magistrantom na fakulteti za farmacijo, na inštitutu Jožef Štefan z našega oddelka za biotehnologijo in pa seveda tudi z drugih oddelkov, z različnih inštitucij v Sloveniji, pa seveda tudi v tujini. Vsem, pa tudi tistim, ki sem jih pozabil dati na ta list, se mi je že prostora zmanjkalo, vseeno hvala in opravičilo, če
tega nisem naredil. No, tako da hvala tudi za vašo pozornost.